Lepo pozdravljeni. Želim vam prijetno bivanje, res da ni sončno, je pa zimsko. In pri taki količini snega, ki pogledamo v dolino, potem je tukaj res Eldorado. Še nasvet za vse tekmovalke in tekmovalce. Tečete 2 kroga. Proga je razmeroma lahka. Prvi krog tečete na vso moč, drugi krog pa kar duša da. A veste, kaj to pomeni? Ko se ti pokažejo zvezdice pred očmi, takrat je pa že proti cilju. Na Pokljuki je letos potekal že 30. jubilejni tek politikov, gospodarstvenikov in menedžerjev. Tako kot vsako leto, ko smo bili udeleženi na tem tekmovanju, se je tudi tokrat zbralo preko 50 različnih veleposlanikov, gospodarstvenikov, županov. Skratka, kljub temu, da tukaj ni bilo sonca, je bilo prijetno vzdušje in seveda vsi so si obljubili, da se naslednjo leto spet vidimo. In tako kot vselej se tekmovanje začne s prav posebnim znakom. Vinko Grašič je tisti, ki bo naznanil začetek tekmovanja. Naš prvi tekmovalec pa bo sekretar z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, stari znanec Marko Maver. Marko, srečno na progi, mi pa takole z zvokom začenjamo 30. tekmovanje. Srečno! Najprej Marko Maver, prvi, ki se je torej podal na progo, the first competitor Marko Maver. Vinko Grašič in dr. August Mencinger sta dva, ki sta začela z organizacijo teka politikov, menedžerjev in gospodarstvenikov tu na Pokljuki. A to drži, Vinko? Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Ja, seveda drži. S gospodom Augustijem sva se prvič srečala na prvi v Planici, no, na kar sem mu jaz predlagal, da tista oblika, ki je bila v Planici, ni sprejemljiva za mlado državo Slovenijo, in zato smo predlagali, da bi naredili na Pokljuki v drugačni obliki, z druženjem, ne samo s tekom. In moram reči, da so bili ljudje že na prvi tekmi izredno zadovoljni in presenečeni nad ambientom, ki ga imamo tukaj gor na tej Pokljuki. Ranko Vrečko, torej naslednji, ki se tako ne podaja na progo v drugi kategoriji izkušenih diplomatov in politikov. Glede najbolj prepričal, ampak glede na vaše predhodne rezultate sem prepričan, da bo odlično. To je Jagodnik, naslednji, ki se tako ne podaja na progo. Zagovarjate Evropskih olimpijskih komitejev, torej številko 17. Naslednji številko 22 pa tudi dober znanec našega tekmovanja iz leta v leto, da lahko spremljamo vedno boljši Vitjanci. Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Borut Sajovic. Predsednik organizacijskega odbora Društva Strelica, pozdravljen ponovno na Pokljuki na 30. jubilejnem teku gospodarstvenikov, menedžerjev in politikov. Ja, točno tako, lep pozdrav tudi vam in upam, da tudi vi uživate tako kot vsi ostali v osrčju Triglavskega narodnega parka tukaj na Pokljuki. Koliko tekačev se je danes prijavilo, rekreativcev? In verjetno precej takih tudi, ki so vsa leta hodili. Ja, seveda. Letos imamo tukaj malo več kot 50 tekmovalcev, ki tečejo v 8 različnih kategorijah na 5-kilometrski progi. Danes edini, ki je hodil vsa leta, Lojze Peterle, je nažalost pride kasneje zaradi osebnih težav, tako da je izpustil to tekmovanje, drugače pa veliko teh povratnikov oziroma ki hodijo vrsto let tukaj na Pokljuko in pa na to prireditev. Ciril Globočnik, župan občine Radovljica, kako se vam je zdelo tokrat na progi? Ja, jaz moram povedati, da letos je bilo poln treninga kot prejšnja leta, ker ni bilo snega. Pokljuka je bila praktično pol januarja zaprta zaradi tekmovanj, ampak jaz sem vesel, da mi je uspel priti do konca. Ta prvi krog je bil sijajen, ta drugi je bil pa naporen, moram priznati. Ja. Kljub temu ste uspeli nekaj potrenirati tukaj na Pokljuki. Ja, ampak pravim, pol manj, seveda zdaj v zadnjem
v obdobju enega tedna do 10 dni je bilo sijajno, rajsko tukaj, prej pa pač ne, ampak je pa toliko več snega zdaj, tako da imamo za 2 meseca zagotovljene pogoje za uživanje in rekreacijo. In kako ocenjujete današnji tek, ki je tako rekoč 30. in je jubilejni? Ja, jaz sem v bistvu zadovoljen, da je toliko politikov, potem županov in tudi iz vlade ljudi prišlo danes tukaj na Pokljuko. Dan je sijajen, ni sonca, ampak je za teč, pa so pogoji vrhunski. Jure Dolinar, tudi vi prihajate iz Polhovega Gradca, ste župan, ste prišli kolege pozdraviti in se pomeriti v teku na smučeh? Tako, prišel sem pogledat moje kolege, župane, podjetnike, diplomate, malo se podružiti, obenem pa še malo pošportati, se zrekreirati, tako da super, super dogodek. Kako se vam je zdelo na progi? Na progi, če bi malo več treniral, bi bilo verjetno malo lažje. Drugače pa super proga. Ali imate kakšne tekaške proge tam okrog Polhovega Gradca? Nažalost ne, snežne razmere ne omogočajo, drugače pa smo imeli v preteklosti, ko je bilo dovolj snega, na Dobrovi tekaško progo. Pomembno je druženje, kaj ne? Predvsem je pomembno druženje, malo aktivnosti, malo kaj dobrega spiti, pa fajn se imeti. Kaj dobrega pojesti? Tako, pa fajn se imeti. Hvala lepa. Hvala. Med samimi tekači imate tudi kar nekaj veleposlanikov. 10 veleposlanikov gostimo danes tukaj, polovico jih teče. In pa med drugim tudi obrambni ataše Amerike, ki stoji prvič na smučkah in nima nobenih težav in lepo uživa na tej prireditvi. Kako ste zadovoljni z današnjo udeležbo? Sem zadovoljen, čeprav sem pričakoval, da jih bo nekaj več, predvsem v ženskih kategorijah, ker moški so se kar opogumali, ženske pa nažalost ne. Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve, lepo pozdravljena na Pokljuki. Lepo pozdravljeni tudi vam na ta lep dan, ko je tukaj kar veliko ljudi. Tekla niste, prišla pa ste pozdraviti vaše veleposlanike, vaše kolege. Ja, zdaj kar veliko veleposlanikov, diplomatov je danes tudi z našim šefom konzulare Andrejem Štern sva v oporo, v moralno oporo in zelo prijeten je videti, ko se tujci prvič podajo na tekaške smučke na Pokljuki z veliko dobre volje, energije, tudi s padci. Mogoče me celo prepričajo, da se jim naslednjič pridružim. No, vse skozi ste sedaj v glavnem na poti, zelo malo ste v državnem zboru. Na poti sem res veliko, sem pa tudi veliko doma, vsaj vikende skušam biti in ker je narava nekaj, kar rada izkoriščam v prostem času, me veseli, da sem lahko danes cel dan na Pokljuki in tudi okoli Pohri bihali vsaj na sprehodu. Kako ocenjujete mesto ministrice za zunanje zadeve? Je naporno? Naporno je, ker so časi naporni, ker smo v situaciji, ko je po svetu, pa tudi v Evropi vojna, nemiri, podnebne spremembe, energetska kriza, veliko je geostrateške politične tekme, tako da biti zdaj zunanji minister je kar velika odgovornost, zlasti, da v Sloveniji zadržimo to varnost, mir in da se trudimo, da je tako tudi za vse druge države na naši evropski celini. Kaj vas čaka v naslednjem tednu? V naslednjem tednu sem še doma, imamo vrh koalicije, imamo tudi gostim portugalskega zunanjega ministra, ta teden bo še kar aktiven doma, potem pa zelo kmalu potujem v Uzbekistan slovensko gospodarsko delegacijo, kjer iščemo nove priložnosti za naša podjetja. Se je sama prireditev skozi leta kaj spreminjala? Seveda se je spreminjala in to na bolje. Od začetka ni bilo tako organizirano, tudi ljudi v društvu nismo imeli, ker niso razumeli tega poslanstva, ki ga mi upravljamo, in moram reči, da to, kar je danes, so vsi izredno udeleženci, toliko veleposlanikov še ni bilo na naši prireditvi, tako da smo res počaščeni, da so nas svojim obiskom, tako s tekom, nekateri so tudi samo gledali, videli in smo zadovoljni,
da je v taki obliki. Še posebno smo zadovoljni, da nas je obiskala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Skratka, smo res zadovoljni s to 30. obletnico te prireditve. Lado Srečnik, kar velikokrat udeleženec tukaj na tem teku politikov, gospodarstvenikov in menedžerjev na Pokljuki, tokrat sicer ne smučkam. Ja, pri meni je bolj druga stvar, ta organizacijska, da sem dejansko od prvih dnevov član organizacijskega odbora. Včasih mehim teklem ali za probo, ali za druge, da vidijo, da nismo kar tako odmuhane. Pa tudi enkrat sem celo tekel oblečen v planšarja. No, to je presenečenje bilo, ker so rekli Hrvatje, pa ima svašta od v Sloveniji, a planšarja na rolcima još nismo videli ili na spučkama. Isto je bilo tudi na rolkah v lomu. Kako so potekale priprave na današnji tek tukaj gor? Ja, priprave tečejo tako kot vsako leto, ki tekme konc se pričnejo za novo. Je pa dejansko res vedno teže. Pogoji, ljudje se menjajo in moraš res iskati vedno nekaj novega, nekaj nova poznanstva, pa ljudi zainteresirati, ker ni problem, da se nekaj dobi, če ljudje to poznajo. In ker enkrat spozna, da je to ena široka zadeva, ker tu je dejansko promocija tudi za Pokljuko. Tu je srečanje gospodarstvenikov, politikov in diplomatov in tisti, ki pride na Pokljuko, ne da je samo zdaj tukaj, še potem sam pride tudi od diplomatov. Se pravi, da je to tudi predstavitev in Pokljuke in Slovenije tujim državam. Eva Štravs Podlogar, tako kot vsako leto, tudi tokrat na tem teku, kolikokrat že? Ja, jaz mislim, da res sem bila med 15 in 20. No? Tako da prav danes sem razmišljala, ko sem tekla po teh čudovitih pokljuških gozdovih, da sem zelo v različnih kategorijah tekla. Pričela sem vsekakor že v kategoriji politiki do najprej gospodarstvenica do 50 let, potem politik do nad 50 let, zdaj sem gospodarstvenica nad 50 let. Tako da drugih kategorij na 60 še niso odprli, tudi ne treba, ampak vedno zelo z veseljem prijetno druženje, resen čudovit športno-družabni dogodek, ki nas poveže zelo z različnih koncev in mislim, da se vsi radi vračamo. Je še kaj ostane časa za rekreacijo na Pokljuki, kljub obveznostim, ki jih imate? Ja, v bistvu se ga je res treba kar vzeti, no. Kar se tega tiče, priznam, da sem letos tekla enkrat, ampak zdaj mislim, da se bo tista prava zima začela, veliko tudi hodam, smučam, potrebno si vzeti, ker tudi za službene obveznosti je po svoje potrebno biti v dobri psihofizični kondiciji in šport je sigurno najbolj pomemben del tega. Najbolj pomembno je pa to, kako je bilo na progi danes. Ja, dobra družba, še na progi se pozdravljamo in spodbujamo. Čudovito, res potegnjena proga. Tudi razmišljam potem o teh naših izjemnih športnicah, dejansko mislim na dekleta, kaj vse dajo skozi v svoji športni karieri in vedno potem rečejo, uživam, kolikor se da, po številnih poškodbah se vrnejo nazaj. Tako da res vsa čast in to moje skromno športno udejstvovanje, lahko rečem, da tudi jaz dobivam navdih pri naših dekletih. Važno je sodelovati in ne zmagati. Točno to je rekel že Coubertin in to velja od nekdaj in za vekomaj. Bravo! Afje Ritzveld, the next in pa številka 57, Janez Poklukar. Janez je dobro pripravljen od svoja dva in leta v leto in prepričan je, da bo to le še en odličen čas. Dr. Janez Poklukar,
Vi ste pa tukaj zelo blizu doma in verjetno večkrat priletite tukaj na kakšen tek na smučeh. Ja, prav gotovo ta center na Pokljuki je ne samo nekaj posebnega in dodana vrednost celoletno v slovenskem prostoru, še bolj v lokalnem prostoru, tako v naših bližnjih gorjah, kot tudi Bohan in Bled, tako da seveda vsi domačini z veseljem in pogosto zahajamo sem na rekreacijo, na druženje in pa na podobne dogodke, kot je ta ali pa svetovni pokal v biatlonu. Kot je bilo videti, je bila že vaša smučina odlična, ko ste zaštartali. Proga je odlično pripravljena, tako da vse pohvale organizatorjem, ki z leta v leto skrbijo ne samo za pripravo prog, ampak za organizacijo celotnega dogodka in to, da je letos jubilej, samo kaže na to, da so tukaj pravi ljudje in da delajo strateško, načelno in pa dobro, kar nas vedno znova motivira, da jih podpremo in da pridemo. In zagotovo pričakujete odlično mesto. Tukaj smo zaradi druženja, zmagal je vsak, ki je prišel, tako da verjamem, da nas bo z leta v leto več in to je najpomembneje. Se spominjate, koliko rekreacijskih tekačev se je zbralo na prvi prireditvi? No, na prvi prireditvi jih je bilo 15 in to so bili v glavnem politiki, tudi bivši predsednik države Pahor, ki ga je Tof zamazal, kot pravimo, jemu je tako coklo, da je komaj hodil po progi. No, v glavnem pa zelo veliko ljudi se je tukaj gor na tej tekmi oglasilo, tekmovalo, med drugim tudi švedski veleposlanik, potem pokojni Alan Wendt, ki je bil prvi ameriški veleposlanik v Sloveniji in moram reči, da imam izredno lepe spomine na ta srečanja. Torej, bilo je veliko dogodivščin skozi vsa leta, skozi vseh 30 let. Ja, veliko, lahko bi človek kar napisal manjšo brošuro, kaj vse se je dogajalo, kakšne težave smo imeli in prebrodili. Moram pa reči, da za vsako prireditvijo so uspešni ljudje in v našem društvu imamo zares imeniten podmladek, ki razume, kaj pravzaprav mi starejši hočemo. Jaz sem pravzaprav že čez 80 in moram reči, da sem zelo vesel, da vsi mladi razumejo in skozi bolj z veseljem delajo na tej prireditvi. Hvala lepa za pogovor in verjetno smelo pot naprej mladim organizatorjem. Upam, moj naslednik, magister Klemen Grašič, ima vse vrline in razume te prireditve in upam, da bo znal organizirati tudi v bodoče. In seveda dobrodošlo je tudi to, ker on pelje dobrodelno noto skozi vsa leta. Ja, to pa vsekakor. To je pa smisel tudi prireditve in mi za mnoge družine ali pa populacijo iz socialno ogroženih družin skrbimo, da potem organiziramo v poletnem času razne izlete in pa izlete v visokogorje. Ja, tudi letos zbiramo ta finančna sredstva za otroke iz socialno šibkih družin, ki jih vozimo pri nas na Gorenjskem v Sredogorje in jim pričaramo tudi takšno veselje. Sicer sonca danes ni, ampak razpoloženje pa vseeno velja. Vsi, ki so prišli tukaj gor na Pokljuko, so prinesli s sabo sonce, tako da sonca na nebu ga ne potrebujemo in vsi skupaj uživajo tukaj na Pokljuki. Boste nadaljevali še po 30. teku z tekom politikov, gospodarstvenikov in menedžerjev na Pokljuki tudi v bodoče? Plani so takšni, ampak danes vemo, da je situacija izredno težka, težko je pridobivati sredstva od sponzorjev, pokroviteljev, ampak upam, da se bomo potrudili in pa peljali to prireditev še naprej. Ransko vrečko, torej naslednji, ki se takole podajo na progo v drugi kategoriji izkušenih diplomatov in politikov.
Andrej Černigoj, podžupan Ilirske Bistrice. Tukaj sem se že po mojem letos udeležil že 10. In vsako leto uživam, tukaj se tudi družimo, šport in druženje združeno, to je fenomenalna kombinacija. Kako je bilo tokrat na progi? Proga je odlična, malo daljša kot lansko leto, ampak izzive iščemo, zato smo prišli. Ste rekreativci? Ja, mi iz Primorske bolj malo tečemo na smučeh, zato sem pa tekač. Vzdušje je dobro? Vzdušje je fenomenalno, kolegi, prijatelji, mogoče novi znanci, tako da povabilo vsem tistim, ki letos niso prišli, da drugo leto pridejo. Lepo pozdravljen, Andrej Šter, tudi na Pokluki. Ja, danes zaključujemo 30. Srečanje gospodarstvenikov, politikov in diplomatov tukaj na Pokluki. In jaz pravzaprav se nekako štejem za del organizacijskega mehanizma, ker sem kot podpredsednik športnega društva Pokluka precej vpet v pripravo tega. Jaz mislim, da je v celoti uspelo, vidim same nasmejane obraze, pa tudi udeležba je bila dobra. In seveda kot vodja konzularne službe Ministrstva za zunanje zadeve sem tukaj tudi v pomoč tistim iz ambasad drugih držav, ki se ali podajo s smučmi na teren ali pa so tukaj samo zato, da preživijo en lep zimski dan. Tudi pri njih vidim navdušenje. Kdor je prvič tukaj, reče, da bo še prišel, tisti, ki so pa že prej bili, pa rečejo, da je to spet eno od lepih doživetij v vrsti izkušenj tukaj na Pokluki ali pa v Sloveniji nasploh. Zakaj se niste podali na tek na smuči? Ja, zato ker kot organizator sem bil že precej pred začetkom tukaj, pa je bilo treba skrbeti za to, da vse teče. Sicer pa imam laufarce doma, imam tudi vso opremo in z ženo se sicer premalkrat, ampak z velikim veseljem podava na tekaške proge. Hvala lepa in srečno. Hvala lepa in srečno tudi vam. Peter Miklič, župan občine Tržič, tudi vi ste se udeležili kar 30. jubilejnega teka, sicer prišli ste pogledati, drugo leto pa tek na smučeh. Glede na veselje vseh sodelujočih sem prepričan, da bom tudi jaz naslednje let sodeloval. Sicer je že 30 let, odkar sem zadnjič tekel na smučeh, smo pač bolj na turnih smučah, v našemu koncu Tržičkemu, ki je bolj breg. Ampak ja, naslednje let sigurno pridem na tekaških smučeh. No, tokrat ste bil izvoljen kot župan, ste se zdaj že navadili na župansko funkcijo? Ja, mislim, da vsak, ki pride kot nov na župansko pozicijo, rab kar nekaj časa, da se jo čist privat, ker izzivov, težav, stvari, ki jih je treba rešiti, kar nekaj in verjetno je to na vsakem mestu in Tržič ni izjema. Tako da se prvajam. Česa ste se najprej lotili? Ja, najprej smo se lotili vseh projektov, ki so v bistvu odprti, ki bi jih radi zaključili, ki so vezani tudi recimo na državna ali pa evropska sredstva, da zaključimo te finančne konstrukcije, da vidimo, kje se res začne lahko delati. In pa še nekaj zelo aktualnih zadev v samem, predvsem mestnem jedru. Določeni objekti so v zelo slabem stanju, pa bi radi to čim prej uredili. Še ženske predstavnice, potem pa presedlamo na gospodarstvenike. Zdaj, sicer predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Stanislav Raščan, srečno na progi. Katarina Štravc, poslanka Državnega zbora, kako ocenjujete današnji dan tu na Pokluki? Ja, en čudovit dan, tudi če ni sončka, je zelo lepo. Ambient, vzdušje, tako da smo se potrudili, da smo čim bolj odlaufali. Kako sicer trenirate, sicer Kranjska Gora ima kar nekaj tekaških prog, Rateče tudi? V bistvu ne, jaz bolj smučam, turno smučam, tenis igram, tako da tole mi je bilo 10. v življenju in sem zadovoljna. Ste drugo leto tudi prišla? Bom z veseljem, še na kakšno drugo tekmo. Kako se počutite kot poslanka Državnega zbora?
Krasno, mislim, delavno, ampak zadovoljno, da lahko kaj dobrega naredimo. No, in prav to je pred 30 leti predlagal dr. August Mencinger, da se iz poslanskih klopi preseli na sneg in zato je ta prireditev nastala. Krasno, res, z veseljem se udeležim. Hvala. Hvala. Borut Sajovic, poslanec in vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda. Vi ste pa kar veliko let že tukaj udeleženec teka politikov, danes je jubilejni, kako ga ocenjujete? Ja, kadar je jubilej enega lepega druženja, bi rekel, politikov, gospodarstvenikov, diplomatov, športnikov po srcu, je praznik za veselje, praznik za druženje. Mislim, da sem dal več kot 20 teh prireditev skozi, tako da čestitke organizatorjem za trud, čestitke organizatorjem, čestitke vsem udeležencev in seveda tudi vsem vas medijev, ki spremljate ta dogodek na tej lepi Pokljuki. Mislim, da je prav in lepo, da družiti se v športu je slovensko, tako da srečno vsem. Je še kaj časa za rekreacijo, za tek na smučeh? Za tek na smučeh malo, za ostalo rekreacijo pa kar enostavno šport mi je bil in ostane način življenja. Neža Mikuš, vi prihajate iz Univerzitetnega kliničnega centra iz Ljubljane. Ste prvič na tem teku? Prvič sem na tem teku. Me je partner pripeljal, ki je pa že večkrat bil. Kako se počutite? Zmatrana, zadihana, ampak fajn. Je to prvič, da ste danes na smučeh? Ne, redno tečem, tako da. Ampak nikoli tako hitro. In kje po navadi tečete? Ali tukaj, ali pa v Ratečah. Vzdušje je v redu? Super.